Ampak veš, meni se ne zdi, da sem težka oseba, pa mi kdaj drugi ljudje rečejo, da sem težka oseba. Ja, ker si za njih težka oseba. Veš, kaj je največja fora? To sem šla jaz enkrat za tem. Tole vam bo znanje izjemno pomagalo. Ko sem bila jaz mlajša, oziroma beri, piši, nisem bila še duhovna učiteljica, mogoče nisem nikoli slišala tako zelo velikrat, kakor potem kasneje, to neko finto, mogoče očitek, da sem prezahtevna in da sem težka oseba. In jaz mislim, pred tem, ko vem, kakšna oseba sem bila, tisto mi je bilo, mnogim ljudem je bilo tisto boljš v danih trenutkih, kako sem potem ratala težka po duhovni rasti, meni se pa sploh ni zdelo, da sem težka. In meni se je, a veš, niso mi bile sve koze na broju. In enkrat meni ena moja vodnica razloži. Reče, lej, ko začneš ti duhovno rasti, zelo prebujeno bitje in ti kar naenkrat vidiš pred svojimi očmi potencial, manifestacija, življenjsko poslanstvo in tako naprej. Na podlagi vsega tega videnega ti izoblikuješ svoj energijski standard in ga postaviš. Prej dokler si zelo pogojen s tem, kaj drugi ljudje mislijo o tebi, pa druge ljudi probaš zadovoljiti, tega potem ni, ko enkrat najbolj avtentično verzijo sebe razvijaš. Ampak, ker je duhovnost višja letvica, višja stopnička, razumeš, potem to pomeni, da se tvoj standard neverjetno dvigne, ampak, ker je slika tako zelo jasna, potem veš, da to potrebuješ in da za svoje poslanstvo in potencial ni drugega kot to. Ko ti to skomuniciraš s svetom in je to veliko višji nivo od tega, kar si potem posledično tudi fizično zahteval prej od ljudi, v enem trenutku to tvoja okolica lahko prevede, da si ti neznosen, da si težek, kaj zdaj misliš, da si, kako pa zdaj to, o moj bog, s tabo je nemogoče delati, s tabo je nemogoče sobivati, pa ne moreš tega od ljudi pričakovati. Ne gre se za to. Gre se za to, da ti to pričakuješ od svoje manifestacije. In če so drugi ljudje del tvoje manifestacije, obstajata samo dve varianti. Da svojo manifestacijo v tem torej prepoznajo nek navdih, ti nekako sledijo, jih to inspirira in hkrati tudi oni dobijo cel ta proces in dvigovanje energije, ali pa rečejo, da si neznosna, grozna oseba, kako je možno, da nekdo, ki tako duhovno raste, je lahko toliko nekaj grozljivega postal, razumeš, in da bi se itak lahko res vprašal, ker to pa ni za nikamor. Ne gre se za to. In potem, ko mi je ta moja vodnica razložila, sem rekla, okej, prav, potem bom pa še naprej težka oseba. Ker nekaj ti povem, sama zase res nisem težka. Sama sebi nisem težka. Mihael Žmahar, ki je zelo dober sledil energijski pač tej sestavi najnih življenjskih poslanstv, njemu tudi nisem težka. Torej, treba potem samo uskladiti energije. Absolutno pa nočem več iti nazaj v tisto Kristi, ki pojma ni imela, kdo je, kaj sploh hoče, kaj želi manifestirati in tako dalje, ker je bila sama sebi takrat težka. Ker si pa sam sebi težek, je pa to zelo težko. Tako da mogoče ena taka zanimivost. No in zato so potem tukaj tečaji, kot so tečaj sorodnih duš, da te nauči takih in podobnih znanj, ne.